glasbene novičke iz Slovenije. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Nedolgo nazaj smo v naši oddaji Glasbene novičke iz Slovenije gostili mlado pevko, saksofonistko in profesorico glasbe Ano. Obljubili sva, da takoj, ko izide njena druga avtorska skladba, nadaljujeva z najinim telefonskim pogovorom. Pa seveda, da našim poslušalcem osveživa spomina, ne Ana? Lepo pozdravljena. Živjo. Kako si? Ja, fajn, skozi aktivno, na snegu, v kuhinji, v mutki, ni prestanka. Evo. Na snegu si rekla, čaki malo, zdaj pa razmišljam, kje si ti doma. Aha, okolica Ljubljane imate lepo belo obarvano pokrajino. Ja, namreč mi v Brežicah nimamo. Je že zginal. Je treba izkoristiti. Aha, ok, upam, da ste to dobro izkoristili. Sicer pa lej, Ana, preden se vrževa na glasbene teme, kaj pa ti pravzaprav pomeni december? Kako doživljaš te praznike? Uživaš v njih ali komi čakaš tistega umirjenega januarja? Jaz zmeram, komi čakam, da mine november. Ne vem, kaj imam jaz s tem novembrom, ampak to se mi zdi res najslabši mesec v letu. Tako sama tema je, pa kar vse dol tišči in se mi zdi, da samo da se mesecu reče december, da se predvolja popravi. Ne glede na to, da ponavadi ne veseljačimo na veliko, ampak se pač tako umirjeno pripravljamo na praznike, malo piškotke pečemo, malo smo več skupaj. Tako nočke je zelo posebnega, ampak že sam, da se temu reče december, pa evo, zdaj smo imeli še majhno pošiljkico snega in je bilo sploh lepo in baje še nove prihajajo, ne, čez vikend, tako da se veselimo, ne. Se mi zdi, da nek optimizem je to, no. Vsem premiki zunaj teme, pa še vedno se v resnici dan krajša, ampak že te lučke po drevesih pa osvetlitve vse povsod naredijo nek učinka, ne. Da nam je malo bolj tako svetlo in lepo in optimistično pogledati naprej, ne. Ja, se čisto strinjam s tabo. Se pravi, ga nameravaš cel december tako tradicionalno v krogu družine lepo, umirjeno proslavljati. Tako je. Pa sicer bo letošnji verjetno bolj koronski ali boš tudi kaj na odru? Izven službe mislim, da ne bo nič kaj odra, no. Če bo kaj časa za studio, da bomo kaj naprej ustvarjali, ker snutko je precej in bi se dal. Če bo pa čas dopuščal, pa bomo videli, ampak jaz mislim, da vsaj kaj bomo, no, še nadaljevali. Ja, super, verjetno si ti tudi ena izmed mnogih glasbenikov, ki pogreša te decemberske nastope, ne? Ponavadi verjetno si imela tudi sama kar pester december. Se zdi, če bi mojega moža vprašali, on je imel december zasut, jaz niti ne tokno. Ni bila taka blazna razlika od drugih mesecev, no. Ok, včasih še nisi bila Ana, ne? Zdaj pa s to glasbo, pa po moje boš imela naslednje leto, ne? Upamo, da bo vse po sreči in da se končno znebimo tega virusa, ne? Da te bomo pa kar videvali na slovenskih odrih, sem prepričana. Ja, upajmo, da bomo lahko prišli res v stik z živo publiko, tisto, ki gledamo oči, da bomo glasbeniki to postavili dejansko celo sliko tudi res kdaj na oder. Tega trenutka se v resnici zelo veselim, no. Sej imamo pa zdaj čas ta material nabrati in nič tako slabega ne vidim, da se to zdaj ta hipno odvija, no. No, naj še malo spomnim poslušalce, mogoče te pa kdo pozna, ampak zdaj, ko se pogovarjava, ne poveže, v bistvu te poznamo kar z dosti jazz sessionov, ne, v Brežiški dvorani Mladinskega centra. Sta bila z Enosom, svojim soprogom, kar dost aktivna na naših brežiških odrih, ne? Se pravi, upajva obe, ne, da bo kmalu tega konec. Prejšnji teden pravzaprav smo pa govorili predvsem o tvoji čista prvi solo skladbi Pink Glasses. Gre za glasbo s takim country pridihom. Danes pa nam boš predstavila že drugo, ne, ki nosi naslov What Were You Thinking? Komu je mimogrede ta pesem namenjena? Predvidevam, da Enosu? Ja, lahko pa tudi ne. Mislim, govori pravzaprav, če povzamem, o čem v celoti govori, je pač, da bi tista večna ljubezen, ki si jo enkrat obljubil ali pa rekel, ja, to pa mi dva mava to in res čutiš, da mava to, ne? Da ostane, ne glede na to, da se kdaj pade, pa se spet pobiramo, pa spet malo pademo, pa spet se malo pobiramo. Da v končni fazi, ne, rečeš, ja, to je zmera, ne. Ljubezen je tista, ki je močnejša od vseh teh podrslajev, padcev in tako naprej. Tako da v tem načeloma govorijo. No, krasno, pa verjetno tudi lepa spodbuda za te krizne čase, ne?
ko mnogim gre Tako je. recimo tudi v kakšno negativno, ne samo pozitivno smer, ne? Žal, a ne, ker imamo več časa na razpolago za uživanje skupaj. Se pravi, naj se sam spomnejo tistega v osnovi, a ne, zakaj jo je sploh življenje povezalo. Zakaj si skupaj, pravzaprav, ne? Ja. Kako pa kaj glede avtorstva, se pravi, spet si sama poskrbela za besedilo in za glasbo, kdo ti je še pomagal? Ja, Enos je naredil aranžma, za te krasne kitare v uvodu in potem vse čas peljajo v bistvu razpoloženje naprej. Za te kitare je poskrbel spet Žiga Stanonik, res hvala mu do neba, ker je to. Ja. Druge stvari pa, vemo, ne, bas, bobni, Enos, ja, klavir še v bistvu tudi vmes klaviature, tudi on. Beke sem si tukaj zapela sama, tiste zborčke sem bila Ana. Tako da, to, v bistvu je preprosta pesem s preprosto zasnovo, s preprostim zapletom in razpletom, ampak se mi zdi, da ima veliko zapovedati. Lepo, tudi meni je všeč taka lušna, pozitivna skladbica. Preden ji prisluhnemo, mi zaupaj še, kdaj pa lahko pričakujemo tretjo, po moje, glede na to, da vam tako nekako hitro ratujejo te skladbice, verjetno kmalu po novem letu, a? Ja, kar kmalu, ja. Tam najkasneje do začetka februarja. Sicer, da lahko poslušalci spremljajo tudi na Facebooku, ne? Imaš svoj profil? Tako imam. Ana Šimenc profil. Je tudi stran Ana. Instagram tudi Ana Šimenc. Tako da se bom vesela sledilcev. No, in kakšnih sporočilca, ne? No, lepo. Tako je, tako. Ja, lepo je bilo poklepetati s tabo, Ana. Želim ti lep in čaroben december, tebi in seveda tvojim najdražjim. In naslišanje spet kmalu. Se veselim, najlepša hvala. Hvala tebi. No, dragi poslušalci, naj vam privoščiva Ana in What Were You Thinking?